Gospod Pukšič, prvo me zanima, so vam dodelili vsa članstva v odborih in različnih delovnih telesih v Državnem zboru nazaj? Končno v petek kolegi Državnega zbora mi je vrnil tisto, kar mi je poslanska skupina SDS pred 2 mesecema vzela neupravičeno. Spravi, zadovoljni? Zadovoljni, seveda. Komu grejo čestitke, predsedniku Državnega zbora ali komu drugemu? Ne, koalicija je to nekoliko dolgo mučkala, ampak ok, sedaj je verjetno. Kakšno je vaše stališče glede te prestavitve točke o odločanju za nekako ratifikacijo tistega dela za Hrvaško glede NATO? No, sam sem glasoval za predlog prestavitve točke iz enega razloga, in sicer Slovenska ljudska stranka, tako kot tudi Državni svet sta pravzaprav zapisala, da bi pred odločanjem, kar se seveda popolnoma strinjam, poslanke in poslanci morali imeti vpogled v dokumentacijo, ki jo je Hrvaška predložila za vstop v NATO. Namreč iz izkušenj, ki jih imamo, se je pokazalo, da je Hrvaška ob zapiranju nekaterih poglavij v decembru lanskega leta predložila nekatere dokumente, ki bi seveda, bom rekel, če bi bila tista poglavja takrat odprta oziroma ostala zaprta, prejudiciralo mejo na morje. In sedaj, preden se bomo odločali o tem, ali po povabilu, ki je bilo lansko leto, kot veste, aprila za Hrvaško in Albanijo, vendarle je potrebno preveriti, ali ni podtaknila zopet kakšnega dokumenta. Zdi se mi to preresno in prepomembno področje, kjer seveda poslanke in poslanci ne bi imeli vpogleda v dokumentacijo. Koliko seveda teh ne bi imeli, je potem odločanje na odboru farsa. In seveda zato nismo bili izvoljeni, da delamo tu farse, ampak zato, da torej v skladu z ustavo in z svojo vestjo pošteno in korektno odločimo. Vsekakor sem pa za, da se Hrvaška vključi tako v NATO kot v Evropsko unijo, vendar seveda pod enakimi pogoji, kot je to veljalo tudi za Slovenijo. Če bi nekako zdaj povzeli zadnje dogajanje v odnosih med Slovenijo in Hrvaško, kakor tudi vsa pogajanja oziroma lobiranja, vse, kar se dogaja tudi okrog tega v Bruslju, Ljubljani, Zagrebu, posod okrog, kakšen rezultat bi zdaj vi videli Slovenija-Hrvaška? Je to 1-1? Je to zdaj mora biti že v prednosti tudi Hrvaška? Ne, pogledajte, sploh ne gre za to, ampak da bi bila Hrvaška v prednosti. Slovenija je članica Evropske unije, enakopravna članica Evropske unije in z soglasjem Slovenije se seveda bo Hrvaška lahko vključila v Evropsko unijo. To je de facto. Dejansko pa se mi zdi, da je Hrvaška vendarle spoznala, da bo na tej poti morala upoštevati določene evropske usmeritve. Ne nazadnje je treba vedeti, da ima Hrvaška torej nerešena mejna vprašanja z vsemi sosednjimi državami, na kateri meji, in jaz sem prepričan, da se stvari pravzaprav dobro odvijajo, tako kot se. Hrvatom smo povedali, kaj in kako, in nekako računam, da se tudi že sami zavedajo, da bo vsaj, bom rekel, smer za ureditev meddržavnih problemov, torej krog meje, nakazana pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. Za konec me zanima takole, evropske volitve so smo na pragu evropskih volitev v letošnjem letu. Zdaj se že javno ve, da bo nosilec liste SDS-a, stranka, kateri ste tudi vi, Dimitrij Rupel. Vaše mnenje o temu? To sem danes prebral v časopisu in jaz bi sicer pričakoval, da bo evropska poslanka nosilka liste. Najlepša hvala. Tudi vam.